Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov, investitorjev in z raznih drugih kotičkov podjetništva, kje in kako začeti, na koga se obrniti, na kakšne izzive se pripravljati. Torej, govorili bomo o tem, kakšno pot morajo izbrati mlada podjetja, kaj morajo prihoditi, da odklenejo svoj potencial in zaslovijo kjerkoli v svetu. Danes je z nami Darko Đurić, en najbolj prepoznanih slovenskih parašportnikov, plavalec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka, kar dvakrat evropskega prvaka, olimpijec z več rekordi, torej vzgled in motivacija za številne športnike, številne ljudi po vsem svetu. Danes pa soustanovitelj in direktor startupa FromCare. Zdaj te bom še vprašal, če sem prav to izgovoril. FromCare, ja. FromCare, ja, to tako, mislim, tako. Da žena vzgleda, da mislim, da je FromCare, ker sta dva voja, ne? Tako da jaz bi ti že zdaj čestitil za vse te dosežke. Bi pa mogoče te povabil, če želiš še kaj k temu dodati. Karkoli dodati temu, kar sem rekel. Mogoče je to, da sem večni optimist. Super. To bi dodal, ja. Vse to ne gre drugače, ja. Športnik, da večno loviš tiste sekunde, stotinke. Prej mi je v bistvu tudi žena, s katero vodo podjetje, nekako dala idejo, da te vprašam, kako to v bistvu ta šport si pretopil v to podjetništvo, kaj si iz športa vzel, pa zdaj naprej furaš v podjetništvo. Ja, to me v bistvu velikokrat sprašujejo. V bistvu podjetništvo pa šport si nista toliko različna. Posebej, če eno svojo idejo razvijaš, moraš biti pa discipliniran, moraš biti optimist, moraš znati iskati rešitve, se hitro prilagajati spremembam. Predvsem pa ne smeš se osredotočiti na težave, ampak na iskanje rešitev. Tako da tudi v športu, dostikrat rečem, da šport je v bistvu, predvsem vrhunski šport, najbolj grobih oblik kapitalizma. Ali si prvi ali pa si poraženec. In ko recimo na olimpijskih igrah ali pa na svetovnem prvenstvu zgrešiš medaljo na za par stotink, je dogodek, ki se je zgodil, ga ne moreš več spremeniti in moraš iti naprej. In naslednji dan imaš novo tekmo in se na novo tekmo osredotočiti. V podjetništvu pa isto, pač se nekaj zgodi, se ti posel ne izide tako, kot si zaželel, ti produkt ne prije na trg, kot si zaželel. In isto, ne smeš se na to osredotočiti, ampak moraš iskati rešitve, kaj lahko boljš narediš, kje si naredil napako, kje si kakšno stvar zgrešil in iti naprej. Kaj bi te vprašal za začetek, če lahko malo na kratko predstaviš FromCare, odkje je tudi to ime in kakšen je vaš model, torej, če lahko rečem na kratko, en kratek pitch. Ja, v bistvu FromCare so ustanovila skupaj z Gregom Nachtigalem. On je bil v bistvu tudi moj športni fizioterapeut tekom moje športne kariere, tako da se poznava že več kot 13 let. In ko sem zaključil plavalno kariero leta 2020, ravno v tistih COVID časih, me je on poklical na kavo, pa je rekel, da bi ti predstavil eno podjetniško idejo, poslovno idejo, priložnost. Sem rekel, zdaj upam, da ni kakšen Herbalife. Ampak sem ga tako dobro poznal, ja, da sem rekel, greva na kavo. Je rekel, neko idejo je razvijal, en marketplace in je rekel, dam ti recimo 5 dni časa, da se odločiš, želiš priključiti, mi pomagati pri projektu. Pa sem rekel, bom razmislil in samo čez 2 ure sem jaz posloval, da sem zraven. Ker sem želel nekaj početi takega, kar mi daje eno osebno svobodo. Pa tudi del sebe noter nama. In tudi Grega je tak človek, da to res človeku zraven sebe omogoča nek razvoj, da ni nekega pretiranega pritiska. In pa smo na FromCare prišli. V bistvu smo v septembru 2020 na enem hackathonu digitalno knjižnico vaj predstavljali, ki smo jo hoteli implementirati v tisti marketplace kot eno posebno poslovno idejo na hackathonu.
in smo s to idejo zmagali. In takrat smo tudi prišli do imena Frumcare, oziroma takrat je bil še Frum, kar pomeni v bistvu neka kratica je Free Range of Motion, oziroma ta gibanja. Pa smo pa še eno dodali, da ni From, ampak je Frum, ali pa Physiorum, mogoče, če lahko tudi kdo razume. Pa ker seveda, ker skrbimo za dobrobit oziroma dobro počutje človeka, posameznika. Super. Kaj pa poslovni model? Poslovni model imamo v bistvu dva. To vse, kar vsi investitorji, vsi, ki učijo, pravijo, da ne. Mi točno to delamo, kar vsi rečejo, da ne smemo. Imamo pač SaaS platformo Frumcare Pro, ki je namenjena fizioterapeutom in trenerjem, oziroma v angleščini Rehabilitation Professionals. In je v bistvu to digitalna knjižnica posnetkov vaj, terapevtskih vaj in pametni algoritem, s pomočjo katerega lahko fizioterapeut v roku 1 minute sestavi program vadbe za svojega pacienta in mu tudi to posreduje, tako da lahko pacient v domačem okolju vadi na boljši način, kot recimo z nekim listom papirja, kot je navada. Drugi poslovni model je pa B2C, pa še ni sicer ni še na trgu, je pa aplikacija Frumcare, ki jo pa v bistvu zdaj zaključujemo razvoj, bo pa namenjena dejansko posamezniku. Postavljamo posameznika v središče odločanja o svojem zdravju, tako da lahko naredi neke vrste diagnostiko, cel proces assessmenta, pač tega, kako vprašalnik, kakšno težavo ima, potem dobi report in pa program vadbe z virtualnim coachem, ki ga vodi skozi celoten proces rehabilitacije. Predvsem gre za tiste poškodbe, ki recimo ni nujno, da gre nekdo z zdravnikom ali pa fizioterapeutom. Super. Se pravi, nekako delno si mi zdaj odgovoril na eno vprašanje glede tega, ste na trgu. Se pravi, če prav razumem, s tem B2B SaaS rešitvijo ste, s ta B2C pa ne. Zanima me bo predvsem ta del, kdaj boste s tem našli na trg, kdaj boste začeli delati promet, kaj pričakuješ, kakšen bo promet? Mi smo nekaj prometa že tudi lani delali, ko smo testirali te naše rešitve tudi v HR okolju, kjer smo v bistvu omogočali z našimi rešitvami recimo boljše počutje zaposlenih, ampak smo potem večkrat to idejo nam rekel, da zavrgli, ampak bo počakala mogoče na kakšen drug trenutek. Z platformo Frumcare Pro smo od februarja na trgu in počasi pridobivamo uporabnike. Imamo recimo že 2 zdravstvena domova, ki sta začela to uporabljati v Sloveniji. Ena zasebna klinika, nekaj posameznikov, trenerjev, fizioterapevtov, tako da počasi se razvija, ampak vsi vemo, da se vedno bolj počasi, kot si želiš. Ampak je kar zahtevna prodajna pot. Kar se aplikacije tiče, pa mislim, da zdaj pač testiramo zadnjo verzijo, interno testiranje, bage odpravljamo, tako da uradni launch nekje v avgustu oziroma začetku septembra. Torej kmalu. Tako je, zdaj je akcija na polno. Zdaj sem pogledal 2021 je podjetje, nekaj začetka leta, ampak me zanima, s kakšnimi izzivi se takrat ste se vi spopadali, z Gregorjem, če sem razumel, z Grego, pa s kakšnim se danes, recimo, kaj so tisti največji izzivi, ki jih ti vidiš, oziroma, no, da rečemo ovire, bolj pozitivni izzivi? Vedno so finance. Pač z inovativnimi idejami, tako da dostikrat trebaš zagonska sredstva, kjer je razvoj relativno drag, in tudi mi smo takrat pridobili na začetku EIT Health sredstva, se pravi RIS Innovation Call 21, kjer smo bili po točkah na evropskem razpisu drugi v Evropi, recimo med več kot 150 prijavljenimi podjetji. Potem smo pridobili P2, CSK, kjer je podjetniški sklad podvoji zasebno investicijo. Tako da veliki izzivi so tudi to, da recimo ne jaz pa ne Grega ne izhajava iz podjetništva, recimo, ali pa iz veliko kolegov, founderjev, ki so
podobnih fazah, kot smo mi, so recimo prej delali v večjih startupih, Outfit 7, kjer so res v močnih okoljih pridobivali izkušnje, kako graditi kulturo podjetja. Mi z Gregom se to moramo učiti, tako da, ampak nekako. From scratch, od začetka. Tako je. In to je kar velik izziv, kdaj, ampak na srečo sem se pač tudi udeležil nekaterih programov. Sem bil lani 2 meseca v Tel Avivu, kjer sem bolj podrobno spoznal startup mindset, okolje, kako graditi ekipo, kako graditi podjetje. Letos sem bil tudi z podjetniškim skladom v Dubaju in pa Las Vegasu, tako da se probam dati čim več takimi podjetniki, od katerih se lahko čim več naučim. Ja, spet si mi nekako delno odgovoril na naslednje vprašanje, ker mi se namreč veliko vidva na raznih dogodkih, kjer se mrežimo, in me zanima, tam strank nimaš ali imaš, to je moje prvo vprašanje, pa drugo, kaj ti da in kaj ti tam daš oziroma vzameš. Delno si mi odgovoril, da v bistvu se pravzaprav veliko učiš, ne, o samem vodenju. Bi pa mogoče se še enkrat na to, ta potovanja, ko greš v tujino, kaj tam dobiš? Kaj je tisto ko prideš domov, rečeš, to so bili moji 3 take-away, to bom, ne vem, naslednji dan implementiral. Ja, v bistvu, če pogledam Izrael, ko sem prišel iz Izraela, so z Gregom tudi pridobili eno večjo investicijo v pre-seed rundi. Koliko je to? Ni javno. Tako da, Aha, okay. Ampak smo v bistvu dejansko so postavili strukturo razvoja podjetja res v tem startup kontekstu, ker prej so se še majčkeno lovila, so startup, niso startup, kako razvijati podjetje, tako da so pa res šla v to smer. Predvsem tudi vsa ta znanja, ki jih lahko pridobim od drugih, kako delati z zaposlenimi, koliko dejansko zahtevati, kaj jim dati, kako jih nagrajevati. In tukaj je res ogromno, kar se lahko naučim. Kar se tiče pa teh take-away, oziroma najbolj pomembnih, je to, da recimo v Dubaju, v Ameriki sem prepoznal res močen potencial za razvoj posla v teh okoljih. Recimo arabski svet izjemno naklonjen inovacijam, digitalizaciji. Zdaj vemo, da tudi v Saudski Arabiji gradijo super futuristična mesta, kjer se bo vse vrtelo okoli posameznika. In tudi takšne rešitve, ki jih mi razvijamo, so za njih zelo zanimive. Amerika je zanimiva zaradi njihovega zdravstvenega sistema, kjer v bistvu ljudje iščejo neke substitute ali tistim painkillerjem ali dragim zdravniškim posegom oziroma obiskom. Tako da je fajn, da greš tudi tja, da razumeš, da se pogovarjaš z ljudmi in da dejansko začneš kupca oziroma customer behavior res razumeti, ne pa samo z nekimi assumptioni delati. Prej si rekel, da je kar težko tržiti pa prodajati. Kako ste se tega lotevali prej, kako se zdaj, kako se boste v bodoče? Spet se učimo. Tako da testirali smo kar nekaj stvari, različnih tudi oglaševalskih načinov, kampanj, da smo glas v časopis, da smo res veliko stvari smo testirali. In ja, pač počasi prihajamo do tega, da tudi začenja to rezultate prinašati. Ko smo recimo v decembru eno kampanjo na digitalnih omrežjih naredili, smo v roku enega meseca pridobili 700 uporabnikov z nekim vložkom na uporabnika €1, kar je v bistvu zelo poceni. Tako da smo hitro zaznali, kako recimo kakšno komunikacijo uporabljati, kakšne kreative uporabljati. Na ameriškem trgu smo testirali različne kreative in recimo kot zanimivost, testirali smo recimo v video oglasu na Facebooku mlado nosečnico, popolno postavo, se pravi v fit, in je
pač je razlagala, kako uporablja FroomCare, kako nima bolečin v hrbtenici in je bil klikal recimo na page relativno malo. Ne. Potem smo šli pa majčken v drugačen način in sicer smo testirali malo bolj tako, kako bi se primerno izrazil, ne toliko fit osebo, malo grampi in je bilo ogromno klikov. In smo ugotovili, da dejansko ljudje iščejo rešitve, s katerimi se lahko poistovetijo. Se pravi, ne želijo videti popolnosti na drugi strani, želijo videti tisto, kar so oni. Ne? Tako da smo v bistvu prepoznali tudi neko komunikacijo, s katero lahko dosegamo dobre rezultate. Darko, pa ste to sami delali? Imaš kakšno pomoč, kakšno agencijo? V zadnjem obdobju sodelujemo z Davidom Žalcem, Adži, agencija Adži, tako da tudi zelo dobro sodelujemo, hitro se odziva, tako da smo tudi te kreative, ki smo jih razvijali, smo skupaj razvijali, tako da smo šli v malo tveganje pa poskusili nekaj narediti, in kar je v bistvu v marketingu ali pa trženju vedno, ne, pač probaj, pa vidiš, kaj pije vodo, kaj pa ne. Ja, res je. Katere trge pa nameravaš odpreti in zakaj? Osnovni cilj je ameriški trg, predvsem, kot sem že prej omenil, zaradi njihovega mindseta oziroma healthcare sistema. So pa tudi arabski trgi za nas zanimivi, potem azijski trgi, kjer je seveda digitalizacija na veliko višjem nivoju, kot je recimo pri nas. Kakor bi si mislil, ne? Ja. Pejte pogledat, Kitajsko, Tako je. kako izgleda. Tudi jaz planiram iti letos. Zanima me, ali bo ta vaša storitev kaj prilagojena po teh trgih, ali bo ostala tako, kot je, ker določena podjetja celo zamenjajo tudi ime brenda, recimo. Tako daleč gre lahko tudi ta lokalizacija. Kar se tiče arabskega sveta, smo malo preverjali, ali bi bilo treba menjati kreative oziroma CGP. Pa je bilo rečeno, da načeloma ne, da oni zelo radi uporabljajo angleške oziroma take produkte, ki sličijo na angleško govoreči svet. Bo pa seveda vedno trg pokazal, ne. Mi lahko se držimo svojih idej, pa imen, pa vsega kot pijan splot, ampak na koncu ti trg pove, kaj želi. Dobro razmišljanje, bi rekel. Zanima me, če imate kakšno dodelano, kakšno strategijo za lokalizacijo vsebin. Ste kaj razmišljali? Mislim, verjetno, predstavljam si, da neka strategija je, tudi na področju tega trženja, ki ste odprla, pa prodaje, ampak je tukaj kaj tudi v tej povezavi? Ja, kar je zelo pomembno, ker vedno vsi ima, ko dobimo mail od kakšnega afriškega princa, ne boš glih kupil, ker ti jezik ni všeč. Sem pa zadnjič skoraj en SMS pritisnil, ker je bilo tako lepa slovenščina, da sem dejansko pomislil, da me res ena pošta čaka, pa sem pa šele šel številko pogledat, pa sem videl, da je tam nekje iz Gambije, ampak dejansko so dobro lokalizirani. Tako da ni veliko manjkalo, da bi me dobili na finto. Tako da ja, je to pomembno, ne, ker kupec si želi nekega osebnega odnosa in če mu prilagodiš jezik, komunikacijo, že recimo na ameriškem jugu ali pa na severu ali pa drugim, se drugače komunicira, tako da to so zelo pomembne stvari. Spet trg pokazal, kaj je treba, ampak imamo to v strategiji. Zanimivo, da tudi te spamerji razumejo, da je pomembnost lokalizacije. Ampak pustimo, to je ta druga stran, ki pač se ne želimo dotikati, ampak vseeno je zanimivo, ne, tudi to opazovati. Zanima me tudi, če pri tej poti, ko boste, kaj praviš, da razmišljate tudi, da bi imeli podporo prevajalske agencije in kako si ti želiš tako sodelovanje z neko agencijo, kaj pričakuješ od take agencije, kakšen support bi rabo?
Kar se tiče tega, ja, je seveda posebej za manjše ekipe, tako kot je tudi naša Fronker ekipa, ne, fajn, da si vsaj v začetnih fazah poiščeš pomoč agencij, tudi pri marketingu in drugih kakšnih rešitvah, kot sem, ker imajo že izkušnje na svojem področju, hitreje se odzivajo. V tej fazi mogoče še nimaš toliko časa, ne, da se ukvarjaš z učenjem, da učiš ekipo, nimaš samo takih izkušenj. Kar se pa tiče sodelovanja, pa ja, to, da dejansko tudi partner ali pa agencija razume startup okolje, se pravi, s kakšnimi izzivi se startup podjetniki soočamo. Ali je to zelo hitro spreminjanje idej, pivotiranje, da dostikrat mogoče skače se z enega cveta na drugega, ne, če se lahko izrazim, kar je mogoče za nekoga kar naporno, ne, ker če imaš nek proces dela izdelan, pa ti nekdo zahteva danes nekaj, jutri čist nekaj drugega, zna biti kar zahtevno, ampak jaz mislim, da agencije, ki želijo delati z startupi, morajo pač razumeti, da startupi podjetniki, da smo v fazi učenja, testiranja in tako naprej. Super. Pa ti zdaj, nekako sva se majčkeno delno lotila teh kulturoloških razlik, ne? Ampak ti, kako ti to vidiš, predvsem ta ameriški, arabski, kitajski, če bi tle vlekel neke svoje spoznanja, ker si pač tudi dejansko greš na tista tržišča, jih okusiš, si tam v živo. Kako bi to vidiš, te neke razlike in kako boste mogli vi svoje te storitve prilagajati? Zdaj, za arabski svet si delno mi odgovoril, si pač rekel, da imajo radi tako v bistvu neke angleške termine. Kaj pa kitajska mogoče, kaj si tam spoznal? S kitajsko se nisem ukvarjal. Ja. Kar pa poznam je pa seveda, da na kitajskem jedim kitajščina, ne, tako da tukaj lokalizacija je sigurno nujna. Pa ja, drugačna miselnost kupca, ne, tudi evropski kupec ali pa slovenski kupec se drugače obnaša, kot se recimo arabski ali pa ameriški. In ko to začneš razumeti, verjetno tudi lahko nadgradiš poslovne rezultate. Kako pa je z Izraelom? Kakšno imaš pa tam? Je to spet dokaj ameriška miselnost? Težko bi rekel, da ameriška miselnost, kar se našega projekta tiče, tam sem pač predstavljal, pičal Fronker, več kot 150krat sigurno. Pa dejansko imajo oni recimo podoben zdravstveni sistem kot Slovenija, s tem, da imamo mi eno krovno zavarovalnico, oni imajo 4. In tam, če bi želel prodreti na trg, bi pač mogel prek njihovih teh krovnih zavarovalnic. Kar pa je, kar so mi tam odsvetovali, da gre za zelo rigidne, okorne organizacije, kjer v bistvu je zelo večnivojsko odločanje in recimo za startup, ki more optimizirati tudi prodajno pot, čas prodaje od začetka do konca, tudi koliko energije v en posel vlaga, je delati s takimi organizacijami mogoče, da je boljše, da se malo počaka na kakšnejšo fazo razvoja. Kako pa bi si ti osebno želel, da bi bilo uporabnikov, recimo na B2C, kakšne cilje zasleduješ, mislim, kaj bi rad dosegel? Ti osebno mogoče pobada z Gregom? Ja, potencial je ogromen. Zdaj do konca leta smo si zadali nekje 20,000 uporabnikov. Bomo seveda mogli garati za to. Potem pa seveda. A so to plačljivi uporabniki ali? Freemium, ampak plačljivih je pa tistih 6% pol. Ampak to je nek cilj, ki smo si ga postavili, da neke številke sledimo. A misliš, da bo ostala ta številka 6? Verjetno se bo spreminjala. A bi želel, da gre malo na gor? Na dol sigurno ne. Ampak definitivno bomo najboljše rezultate dobili, ko bomo šli na trg, testirali in videli, kaj dejansko uporabniki želijo. Koliko pa si želiš prometa recimo v tem letu oziroma naslednjem? Kaj
kakšni so apetiti. Jaz spomnim se, da na enem dogodku si celo roko dvignil, da si naslednji unikorn, ampak tako, dejansko greš na največ, kar je v bistvu, ne? Se pogovarjamo tukaj o potencialu. Potencial je siguren unikorn. Ja. Tudi konkurenca oziroma posredna, neposredna konkurenca so unikorni, tako da dejansko možnost je. Je pa seveda od mene pa od Grega odvisno, ne, kako bo vodila podjetje, kakšne cilje bo postavljala in kakšne odločitve bo sprejemala, kako hitro se bo sposobna odzivati na spremembe, na podatke s trga. A boš tudi planiraš, da bi kaj ekipo povečal v kratkem? Ja, to sigurno. Trenutno vsi 4-5 zaposlenih, ki smo v podjetju, smo na polno, kako se to že reče? Angažirani, utilizirani. Ja, še kakšna ura dodatna. To vem po tebi, ker si tako aktiven. Ampak bo treba nekatere strokovna znanja še noter vključiti. Pa verjetno bomo v prihodnosti tudi nadgrajevali še v smislu prodaje, marketinga, developmenta, da bomo znotraj podjetja postavljali ekipe na teh področjih. Okay. Če sem prav čez ta pogovor razumel, neke investicije so bile, pa si želiš še naprej, da bi še kakšno investicijo iščete, kakšen funding ali bi sami? Glede na projekcije, se pravi revenueja, bo verjetno potrebna še ena, se pravi bridge runda plus ena še dodatna runda. Potem pa mislim, da bojo naslednje investicije zgolj še za doseganje novih trgov. Mogoče za na koncu še kakšna modrost za vse startupe, ki nas bojo gledali, ki nas gledajo. Kaj si se ti naučil v tem času? Mogoče da koga, veš, da kakšna izkušnja, da ni treba ponoviti napake, čeprav verjetno takih napak v vsakem primeru narediš veliko. A je Aristotel rekel, kdo že je Platon, ki je zapisal, vem, da nič ne vem. In vedno se bojite tistega, ki vse ve. Tako da pa zaupajte srcu, no, pa intuiciji. Tako da boljš, da slediš intuiciji, pa kakšno napako narediš, kot pa da se ukalupaš v mnenje drugih in potem zasleduješ cilje drugih ljudi. Jaz bi se ti res iskreno zahvalil za tvoj čas, za tvoje, da si nam podelil z nami te izkušnje. Želim ti res samo dobro in upam, da dejansko pridete do tega unikorna. In želim si ti in z veseljem bom tudi to pozval na to vašo pot in poskušal biti čim bolj zraven in sodelovati z vami. Tako da hvala lepa in pa srečno pot. Hvala tudi tebi za povabilo.